sem v novem odnosu. Ampak v novem odnosu dejansko nismo, ker v bistvu tisto, kar se zgodi, ko mi rečemo, da nam ni mar, pomeni, da nam dejansko ni mar za partnerja. Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman in sem energijski trener za uspeh. Danes bomo pogledali, kako lahko spremenimo odnose. Govorili bomo o partnerstvu, v bistvu princip dejansko lahko uporabimo za kakršne koli odnose. Dostikrat se nam zgodi, da imamo situacijo v odnosu na delovnem mestu, ali je to mogoče situacija med šefom in vami, ali situacija med sodelavci, ne? Ampak najbolj pogosto se ta situacija, ne, ko želimo potem po tej situaciji pojavlja v našem partnerstvu. Imam tukaj eno graf, tako da bomo tukaj majčkeno gledali, da bo majčkeno bolj jasno. Veste, mi imamo naše partnerstvo ali naše odnose. Ko smo znotraj teh odnosov, vedno ali velikokrat večinoma naletimo na neko situacijo. Situacija pride, ko pride do nekega nesporazuma, kratkega stika, ko se spremo, ko pridejo neke stvari na dan, ne? In potem seveda odvisno od tega, na kakšnem nivoju smo, odvisno kakšno je to partnerstvo. Včasih partnerje nekaj časa ne govorita med seboj, včasih se ta zadeva reši hitreje, ampak v bistvu gre za to. Vedno, ko smo v nekem odnosu, partnerstvu ali v poslovnem odnosu, da boste lahko isto aplicirali, se nam pojavi neka situacija. In ta situacija to partnerstvo razruši, ga pokvari, ga degradira, pojavi se neko trenje v tej situaciji. In seveda naša želja je, da gremo nazaj na prvotno mesto. In ponavadi v partnerstvu ta situacija nekaj časa traja, ne? Včasih je to neka tišina, partnerja se ne pogovarjate in potem eden začne govoriti in tretje. Ne? Ampak v bistvu, kaj se tukaj dejansko dogaja, kar moramo vedeti? Ta situacija se pojavi zaradi našega neznanja, zaradi našega nerazumevanja odnosov, lahko v bistvu zaradi neuresničenih pričakovanj, ki jih nismo prej se pogovorili, lahko so tukaj različne vrednote, ne? Ampak vsakič, ko se neka situacija zgodi, ne, se mora zavedati, da se zgodi neka zadeva, zgodi se neka poškodba. Ne? Jaz tukaj imenujem energijska poškodba ali energijska rana. V bistvu mi se počutimo ranjeni. Partner nas je prizadel, ne? Mi smo užaljeni, smo jezni. Vse te čustva, ki jih tukaj doživljamo, te rane dejansko povzročajo. Druga stvar, ki se tukaj dogaja, še je, da energija teh ran dejansko povzroči neke vrste blokado oziroma neke vrste žul. Ne? Ker imamo tukaj odnos, pojavi se situacija, ne? In seveda hočemo iti nazaj, in potem, ko se naslednjič nekaj podobnega pojavi, potem v bistvu mi rečemo partnerju, stopimo na žulj. Ne? V bistvu stopili smo, aktivirali smo mu blokado, partner je znorel, partner v bistvu, ali pa tudi mi, ne? V tistem odnosu odreagiramo, se razjezimo, smo razočarani in zopet. Ne? In potem se vrtimo v tem krogu. Ne? Ampak v bistvu naša želja pa je, ne, da dejansko gremo nazaj na prvotno situacijo, da gremo v nekaj, kar mi imenujemo nov odnos. Nov odnos, kjer teh stvari se ne bodo, več pojavljali. Ampak še vedno smo v tem krogu. Ne? In dostikrat, ko se jaz pogovarjam z ljudmi, rečemo, ja, sem rešila. Zdaj sem v bistvu dejansko sem zadevo spremenila, stvari so se spremenile, situacija se mi ne pojavi, sem v novem odnosu. Ampak v bistvu to ni res. Zakaj? Zato, ker če se slučajno ta zadeva
razplete tako, da dejansko gremo totalno ven iz odnosa, potem, ko gremo v nov odnos, ugotovimo, da so te stvari še vedno tukaj. To pomeni, kaj se tukaj dogaja in zakaj dejansko imamo mi lažen občutek, da smo mi rešili. Poglejte, ko se ta situacija pojavi, ko se ta čustva grejo ven, ko se pač vse to razplete, se pač nekaj zgodi. V naši glavi ponavadi dejansko sprejmemo neko odločitev. In ta odločitev ponavadi je, ni mi mar. V bistvu zato se ne bom več sekirala. Ne vem, partner recimo pač ves čas odlaga, bom rekel, umazana oblačila, ne vem, partner pač neke stvari dela. In v sekundi, v trenutku, pač mi mislimo, da smo razrešili, ker pač želimo, bom rekel, postaviti nek nov odnos do te situacije, ker pač če nekdo ves čas neko stvar dela, potem v bistvu ali pač to zadevo rešiš, razrešiti ne znaš, ker drugače bi razrešil, bi že bil ta odnos, se od tega videa ne bi gledali, se ne bi o tem pogovarjali, ampak mi se še vedno vrtimo v tem krogu. In potem v bistvu ta naš nov odnos dejansko je, ok, zaradi tega se pa ne bom sekiral. Ne bo mi več mar, če bodo pač tiste nogavice bodo tam, pač ok, če partner to dela, tudi če se, ne vem, vsake enkrat na mesec se napije, gre za neka stvar, ki nam ni všeč, nekaj dela, nekaj odreagira in potem mi rečemo, ni nam mar. In ko nam ni mar, dejansko se mi distanciramo od te situacije. Situacija se nas ne dotakne več in potem mi rečemo, joj, miren, sem rešila, sem v novem odnosu. Ampak v novem odnosu dejansko nismo, ker v bistvu tisto, kar se zgodi, ko mi rečemo, da nam ni mar, pomeni, da nam dejansko ni mar za partnerja. Ker, poglejte, če mene neka stvar moti, me moti zato, ker mi je mar. Zato, ker se me dotakne, ker v bistvu pač me prizadene, ker sem jezen, in v trenutku, ko jaz rečem, ni mi mar, to se ne bom sekiral, dejansko to mi ni več pomembno, odločil sem se, ker druge rešitve ne poznam, ni stvar v tem, da rešimo in ni stvar, da smo postavili odnos na nov nivo. Ker v bistvu, ko mislimo, da se postavimo, se potem čez nekaj časa zbudimo v tem nekem novem odnosu, kjer pa vidimo, da dejansko stvar ne funkcionira. In vsakič, ko jaz rečem, ni mi mar, če partner to dela, v bistvu rečem, ni mi mar za partnerja, ni mi mar za pač njegovo dejanje. In vsakič potem dejansko se mi potem oddaljimo od partnerja, naredimo neko čustveno distanco. Pač ta stvar na nek način funkcionira, lahko živimo brez tega, ampak odnos nikoli več ni isti, ker ko ti je mar, v bistvu pač nekaj čutiš. To pomeni, edini način, da lahko mi tukaj pridemo, je, da dejansko nekaj novega pride v naše življenje, novo razumevanje, nov odnos, novo spoznanje, novo znanje. Ampak v bistvu, ker pa imamo te energijske poškodbe in ker dejansko vsakič, ko se ta zadeva pojavi, se te rane zaktivirajo, ker smo vedno bolj ranjeni in ker dejansko pač partner nastopi na tižulje, je ta zadeva nemogoča, se ne moramo premakniti. Ne glede na to, pač, če dobimo neko novo znanje, če v bistvu pač začnemo na nek način drugače razmišljati, dejansko odnosa ne moramo rešiti, razen če gremo v ta ni mi mar, se oddaljimo zadevo in pač zaradi tega pač lahko pač te zadeve spregledamo. To pomeni, edina stvar, ki je tukaj, je, da te rane pozdravimo, da te blokade odstranimo in da dejansko dobimo novo energijo. Dostikrat dobim vprašanje, če želite rešiti partnerstvo, potrebujete novo energijo. In potem v bistvu pride do neke zmede, saj jaz ne rabim energije, saj imam dosti energije, zakaj jaz to energijo rabim? Saj jaz imam energijo, ja, v bistvu pa je nimaš. Ker če dejansko bi imel dovolj energije,
bi se lahko v tej točki, ne, zakaj rabimo dodatno energijo? Ker v bistvu mi smo tukaj v nekem začaranem krogu in smo vedno bolj izčrpani. In potem, ko dobimo dodatno energijo, bom rekel, pač input te energije, potem se mi lahko dvignemo nad to situacijo, se distanciramo od te situacije, lahko na to situacijo pogledamo z drugačnimi očmi. In takrat potem to novo znanje, ki ga dobivamo, in pač novo razumevanje, dejansko pride do neke veljave in pride do neke realizacije. Ne? Ampak ključ je ta nova energija in dejansko pač energijsko zdravljenje. Ker ne glede na to, koliko imamo mi neke dodatne energije, če mi teh ran ne pozdravimo, dejansko vsakič, ko se ta situacija pojavi ali nekaj podobnega, ko to aktivira, smo mi zopet ranjeni, zopet prizadeti in zopet čustveno v tej situaciji. Ne. In ravno te odnose, bom rekel, ne, pač bomo pogledali še na drugih področjih, kako je to v poslu in v osebnem življenju, ne, dejansko nam pomaga rešiti ESC metoda. To je pač metoda, energijska metoda, sistem tehnik, sistem osebnega dela, ki sem ga jaz pač zaradi sebe, ker sem bil jaz v težki situaciji sestavil, kreiral, ne, in sedaj pač to učim naprej. In ta v bistvu metoda nam pa pomaga, da dvignemo svojo energijo, da dobimo dodatno energijo in da pozdravimo pač te rane in potem začnemo zares živeti v novem odnosu. Ampak nov odnos seveda pač je možen samo, če dobimo novo znanje. Tako da v bistvu zdaj majčkeno razumete, zato sem rekel, da tudi grafično narišem, da je bolj jasno, smo v odnosu, pridemo v situacijo in potem se pač vrtimo, večina ljudi se vrti v tem začaranem krogu, ne, zaradi teh poškodb, zaradi teh ran, ne. Mislijo, da so rešili, mislijo, da so šli v nov odnos, ampak v bistvu so samo sprejeli nek odnos. Ne sekiram se zaradi tega, to mi ni mar in se na nek način potem vedno bolj oddalijo od tega, od partnerja, ne, od situacije in od partnerja. Ne. In edini način, da to mi lahko rešimo resnično, da zaživimo nov odnos, je, da dobimo dodatno energijo, ker brez dodatne energije, ko smo v situaciji, ko smo, bom rekel, umešani noter v situacijo, se veste kako, ko si noter dejansko ne vidiš. Moraš se dvigati, moraš iti z razdalje, moraš stopiti korak nazaj in če hočeš, da lahko narediš korak nazaj, rabiš dodatno energijo, neko novo svežo energijo, ne, nov pogled. Ne? In dejansko rabiš pozdraviti te blokade in te žule. In vse to pač omogoča, kot sem rekel, ESC metoda energijskega zdravljenja in osebne rasti. Ne? Za več informacij me kontaktirajte. Ne? Pomembno je, da pač veste tukaj, kaj se dogaja, zakaj se dogaja in na kakšen način se dejansko to reši. Tako da dejansko to je bilo moje sporočilo za danes. Želim vam en čudovit dan, nikoli ne pozabite, nikoli ni prepozno, da naredite nov začetek, ne? Nov začetek v odnosu, nov začetek v partnerstvu, v poslu, ne? In da resnično začnete živeti svoj pravi potencial.